Slišal sem, da ste starejši od mene. Kar nekaj, no, kar nekaj. Ale? Dajte korajdo. Ja, jaz sem častitam za življenje. Hvala. In vam želim čim boljši, no. Zdravje, ne, drugo ne. Ja, no, si smo skromni, ja, samo zdravje pa v redu. Ja, to pa res. Če pa hočeš uživati zdravje, moraš živeti, ne? Ja, no, zaradi, kadar hočete vi, kar gospod nekaj. Zelo sem vesel, da mi je danes uspelo pripeljati med vas gospoda izredno velik lirik, pesnik ljubezni, pesnik čustev, gospoda Cirila Zlobca. V tej uri, ki sem mislila majčkem pogovarjati, oziroma gospod Zlobec bo več govoril, ko pa jaz, bo verjetno sem zelo hitro minila, zato kasneje, oziroma ta prva bo gospod prebral nekaj svojih pesmi, potem bo se pa posvetila njegovi življenjski poti od mladosti do današnjih dni. Tako da prosim gospoda Zlobca, če prvo nekaj poveste, potem pa lahko svoje pesme malo preberete. Stanem iz spoštovanja do vas in, kako bi rekel, da vas tudi jaz vidim v obraz, ta bo boljše. Ja, kaj ne rečem, lepo pozdravljeni. Prvi življenju se mi dogaja, da sem med svojimi vrstniki. Eden izmed vas, slučajno na tem mestu, vi pa ste nekaj. Z vašo namestnico upravnika, direktora, ne vem, kako se to naziva prosto, sem se že izmeril, da ko bo tista ulica moja prišla, da lahko najdem tukaj zatočišče, sklicujoč se na to, da bom pa danes bral pesmi. Kot pesnik, seveda, veste, pesniki smo se priborili to čast, da smo večno mladi, ne umremo, smo oziroma živi, ker živimo v besedah, ne v telesu, ki je samo posoda našega duha. No in tako sem jaz si zamislil z gospodom, da bi bil čim bolj preprosto, pa nezavezujoče. Rad bi vas opozoril, da ne trudite se, ko me boste poslušali, da bi razmišljali, kaj sem hotel povedati, kako sem povedal, dobro je, slabo je, težko razumljivo. Vi prepustite se, kot se prepustite, kaj sem pomladnemu soncu ali smučanju po zimi ali karkoli. In razmišljite o sebi. Moja pesem ne bo samo spodbuda za razmislek, da se prepustite svojim spominom, svojim izkušnjam, kako je bilo, ko ste bili mladi, kako je bilo, ko ste bili zreli, kako ste bili v nesreči, kako v radosti. Skratka, pesem je zato, da je to sogovornik med pesnikom in poslušalcem. Ni to šola, ki ubiješ v glavo nekaj dokončne trdnosti, jasnosti, dejstva, ampak to je sproščeno vabilo na dialog. In upam, da ne boste užaljeni, ker smo, kot sem rekel, da smo vsi na istem čovnu. Če bom primeril tudi otožnega, ki pa ne sprejet kot žalost na to, ampak kot to, da tudi v takem stanju človek, če prej ne umre, mora izkusiti. In je kot izkušnja lahko dragocena. No, potem bom pa seveda kot nostalgijo, tudi za vas in za me tudi nekaj ljubezenskih poglav. In tu je moja, kako bi rekel, moja glavna tema je ljubezen. Ljubezen v, vidite, tako preniško, ljubezen v tem smislu, da je najbolj univerzalna
Vsakega človeka se v tej ali oni obliki dotakne, ali mladosti, ali pozneje, ali na koncu. Pri vsakem drugačno sled zapusti. Nekdo je ljubezni srečen, nekdo je nesrečen. Zaradi srečne ljubezni neuslišane dele ljudje samomore, zaradi razočaranja se med samo pobijajo. Skratka, univerzalno človeško čustvo. In jaz sem tako že v mladosti začutil, da je ljubezen, ki je rekel, moja prirojena namernost, morda tudi to, kar moje družine so zelo rade imeli. No in vam... Ja, bom dovoljeno, da presedem. Jaz bom miselno stal, dejansko pa se delal. A lahko preberem tekst, ki je malo že v naslovu, tako ne spodbudno, ampak sem mislil na se. Ni namen na drugo, ampak koga se dotakne, celo starci. Tukaj je obzirno napisano, da je dom starejših, ampak če si starejši, se tudi že malo tako, bi rekel, star, ki ima svojo težo, dobro in zdravo. Starci jokamo navznoter. Vse globje in globje vase, suhimi solzami izpiramo vse debelejši prah pozabe v sebi. Zdaj prekriva nam celo spomine, ki še včeraj so bili življenje. Vse bolj zbegani, užaljeni, pa tudi malce utrujeni, že več ne vemo ne kod, ne kam. Kot da si vsi letni časi v nas in z nami se usodno časi nas pomešali, kot da nikoli nas sploh ni bilo. Pa vendar, kar naprej še rinemo v temo, da izpod prahu pozabe v sebi bi morda le še izgrebli, upamo, kak preživeli ohrabrujoč spomin na svoj poti v noč. No, zdaj pa ni treba se malce zmene, to je na koncu. Boste na koncu, če boste splošnem vtisom zadovoljni. Ja, no, lahko se zgodi, da tisto, kar sem nameraval, ne bral, ker ne najdem. Ena lastnost pesnikov je tudi, da smo skrajno raztrešeni. In ne vemo, kam smo kaj dali, kje smo kaj pustili. Sem našel. Malo dlje iščemo. Iz nekega, midva ženo, ona je sicer mlajša od mene, kar celih 5 let, pa računam, da ko ženska po 5 let ima daljšo dobo po statistiki, da bo dolgo časa sama morala se prebijati skozi življenje. Ona pa trdi, da je zgarana in da bo prej umrla kot jaz, in se prepiramo, kdo bo prej odšel. Ampak ne sočustvujemo s tistim, ki bo šel, pa s tistim, ki bo ostal, ker bo sam. Ker smo tako navajena drug na drugega, da pravzaprav razmišljamo, da je možno živeti sam. In tako se jaz napisal 10 pesmi, pa prebral sam 3 z tega cikla. Kaj početi, ko boš sam ostal? Kakšna... Ja, zapovem tudi, kako je pesma nastala, 10 pesmi. Manj sva vsako jutro imela navado, da manj potrebovadala, zdaj je žena opustila telovado, je še vztrajen. In me enkrat takole objame in pravi, hvala Bogu, da se še imava. In mene je to tako pretreslo, ker sem te videl upanje, hvaležnost in žalost, kaj bo, ko ne bo in tako naprej. No in bom prebral 3 pesmi z tega cikla 10.
Ah, kakšna sreča, da se še imava. Se vsako jutro dahnemo pozdrav, a trpka misel naju spreletava, prej ali slej bo eden sam ostal. Razvajenca ljubezni dvojedine, kako le s pol življenja, s pol srca, ne bi postala lahek plen praznine, njen mrtvi svet pohabljenca zašla. Drug drugemu zdaj vsa se podariva, drug drugem prebudiva, okrepiva. Moj, tvoj, nikar ne gibava čigav, odrešujoči jutrišnji spomin, ki bo življenje tistemu, živemu, čeprav odprtih ran, še živi brezhotin, da ne bo sam, kdor bo kdaj sam ostal. Da ne bo sam, kdor bo kdaj sam ostal. Kot najstnica z marjetico med prsti ugibava, kdo prvi bo na vrsti, kdo bo zakon sam samca žaloval. Tako iz jutra v jutro, dan za dnem, v objemu pred poganko obnemiva, vse bolj vznemirja najno, nerešljiva, že skoraj naju draži. Upam, vem, ko bo zgodilo se, kar se morda celo dogaja, kdor ostal bo sam, sploh ne bo sam. Z njim vedrega srca, povsod in zmerom, ne le tu in tam, bo najina ljubezen dvojedina, kot živ spomin, kot tiha bolečina. Zadnja pesem tega cikla, spomini, znotraj, zunaj nas spomin. Skozi to ljubezni, smrti se pretaka, globoko v nas se useda, prek plitvin življenje plove, nas zasedi čaka. Podobi živih skoraj da smeje, sta mrtva otroka k nam se vrnila. Zdaj misel naju ni več nož srce, prišla sva, da bi naju pomirila. Spomin je tudi to, kar še ne bo. Kdo bo, se s trpko mislijo igrava, najprej odšel, zakon kdo žaloval. Ko zdaj oba dva dvojcu skozi temo, vihar življenja mukoma veslava. Ah, kakšna sreča, da se še imava. Pesniki smo, kako rekel, sužnji besede. Samo beseda sem. Vse bolj postajam že jaz sam beseda. V deročem toku skozi me se pretaka, kot disciplina, pena v meni čaka, kdaj spet bo ptica pevka ali veda, vnaprej izgubljeni večni tekmi s časom, zagostolela, kriknila v tišino minljivosti vso mojo bolečino, strah in pogum in srečo z mojim glasom. Ponosno sklikam si, saj to sem jaz. Beseda, ki oživljajo moj glas, jaz, stvarni, a kot stari jezni Bog, ki razočaran ves čas se spotika nad delom svojega duha in rok nergam. Oblika sem, samo oblika, kot vsak, ko si stvari svoj obraz. No, zdaj pa to omenjam
Tu omenjam, da moja otroka namreč izgubil sem hčerko in sina in zato seveda sem preživel več kot je možno človeku preživljati. Najljubša pesem moja hčerke je bila tale, ki me je bom prebral pravkar. To je hazard, torej ljubezen je igra, da veš, kaj bo iz tega. Jaz sam sem ves zaklad postal in zanj se zbal. Zakopal ga ko puh globoko vase. Zdaj hočem še in še, jemam vidjemal popotnico skozi te razsipne čase. Zdaj kocka sem na najbolj nori vseh rulet. To je hazard, popolna radovednost. Jaz proti vsem, za vse, jaz v upanje preklet, da ljubljen in ljubeč, najvišja vrednost, sam sebi bi postal, goljuf in goljufan. Kot zemlja na pomlad, ljubezni sem odprt, dežju in soncu, njene milosti zrahljan do korenin. Če prideš, bom cvetoči vrt, ko prideš, z bosimi nogami stopi vanj in jaz bom rosa na stopalih tvojih sanj. No, druga pesem, Ko sva sama, ker ljubezen ljubi samo to je pa družbo v dvoje. Ko sva sama, ko sva čisto sama, ptici izpod hišnega napušča na koralni čeri sredi oceana. Ko sva čisto sama, južni sadež v ustih severnega dečka, ko sva čisto sama, gruda žitnih polj v cvetlični vasi, ko sva sama, ko sva čisto sama, z varnim ničem vse okoli sebe, sam brez korenin spomina, brez plodov izkušnje, ko sva sama, ko sva čisto sama, ko sva še samo drhteč objem bi mislil, če je misel možna, ko sva sama, ko sva čisto sama sabo, da sem Bog. Če ne bi te tako soživel, zemeljsko te ljubil žena, najpopolnejše od vsega, ko sva sama, ko sva čisto sama. No, zdaj pa še dve, pa bom pa končali. Ja, sveta mesta tvojega telesa. V ljubezen verujoč kot plah kristjan, Boga nad sabo, ves čas mislim nate. Z zaupanjem vse stiskam, vse zagate srca in duše, pred te dan na dan, razgrinjam in te strastno molim. Telo spoljubil žigam ti svoj križ pripadnosti in ti pod njim goriš, jaz dogorevam. Vendar le nikoli ne ugasnem v meni romarski spomin na sveta mesta tvojega telesa. Še zmerno vabijo me iz višin nečesa lepega, globin nečesa, kar je kot čudež čudežev. Morda spet stara vrtoglavica srca. Ja. Skoraj himna. To so Italijani na svojo antologijo sprejeli kot edinega slovenskega pesnika s to pesmijo in s pripombo, da to je ena najlepših ljubezenskih poezij sploh. Mislim, da morate vi tako sprejeti, ampak rad jo berem. Skoraj himna. Brez prispodobe si ostala, nerazgaljena, temveč nesramežljivo gola, sama sebi edina prispodoba, ne več lepa kot, temveč lepota.
ne več svetla, temveč luč, ne več zapeljiva, temveč zapeljivost, ne več živa, temveč vse življenje, krik, ki ogluši sam sebe in je tišina, ki prisluškuje, pogled, ki oslepi od pogleda nas in oslepljen spregleda, ogenj, ki se razdivja, da ugasne, mir, ki viharje drami, vihar, ki mir prinaša, ljubezen, bela v posteli, zelena v travi, modra v nebo nad seboj, rdeča v zari, temna v noči, ljubezen sama sebi, edina prispodoba, ne več kot drevo, temveč preprosto, pokončna kot ljubezen, ne kot smrt, temveč preprosto, ljubezen vodoravna kot ljubezen, ti, jaz, midva. No, mislim, da imamo pa še kakšno za slovo. Tako da bi bil za prekušnjo, kot sem rekel, ne se truditi razumeti, ampak doživeti, koliko se da. Prosim. Zdaj pa lahko kaj držal tome. Hvala lepa za te prečudovite pesmi. Vidi se, da ste rojeni na Krasu, kjer je burja izostrila oziroma ublažila igle življenja, da ste postali tako dober lirični oziroma čustveni pesnik. Rodili ste se davnega leta 1925 v Ponikvah nad Sežanom. A bi nam gospod Zlovec lahko kaj povedal o vašem otroškem življenju na tem Krasu? Ja, Kras je pravzaprav ena tako nenavadna pokrajina, seveda zdaj ne več taka, kot je bila nekoč, ko je bil kamen, simbol in bistvo Krasa. Zdaj, ko se je opustili narave same, da se vreja, je vsa zelena, vsa preraščena in poraščena. Seveda, ker je izumrlo kmetijstvo, nobeden več ne pase, ne kosi in je pač narava kljub kamnu, kljub skope zemlje prebila svoje stare skorje in je zdaj Kras zelo zelen, lep na pogled, poetičen, ampak seveda popolnoma drug, ko je. Podoba Krašovca je seveda od prejšnjih časov, ko je to, kot je napisal en italijanski pisatelj knjigo Moj Kras, Italijan, in da je to tipično tudi za ljudi, ki so na tej ozemlji se ustavili, jo obdelovali tako, da so kamen izrubali in zemljo, in ga trli v zemljo. In seveda po svoje značaje so postali malo trdi, grobi, ampak zelo, zelo vztrajni, pridni, delovni in pravzaprav občudovanja vredni ljudje. Mi sami Kraševci smo imeli nek ponos, prav zato, ker smo čutili, kako so naši predniki se mučili, da so preživeli takrat običajno številčne družine, kaj se pri nas je bilo značilno 9 rojenih otrok, 7 preživelih, ker tista dva, ki sta zelo mlada umrla, eden z materjo na porodu, nista štela, ker nista bile usta, ki jih je bilo treba nasititi, sta bili še pomatali. Tako da in moja družina je bila malo nora, če smem tako reči, pozitivni smislu. Očes je bil dvakrat poročen, ampak ne kot ločenec, ampak kot vdovec. Prva žena mu umrla, pustila 5 otrok. In oče je skrbno, ker če bi mu poginila kravo, hlevo in ne bilo več mleka pri hiši, je začel s pomočjo prijateljev iskati novo ženo zaradi otrok in gospodinjskih del in tako naprej. Zelo praktični vidik, pustiti čas od čas, da pride, če pride tudi še ljubezen zraven. No in tako se je zgodilo, tudi nek prst usode, da je prva
in druga žena sta se obe enako imenovali. Antonija, Tončka, Antonija. Ampak stvar je hecna, da ste bile tudi po dekliškem priimku enake. In tako da moje brate, jaz v dokumentih imamo isto mater, čeprav v resnici sta dve materi, obe Antonije Fabjani. No in ko je moj oče, to je značilno znanje, on je prihajal iz najbogatejše kmetije v vasi. Imeli so toliko poslovke, da so lahko se pohvalili, zmerom 5 voz sena hkrati pod streho propeljejo in gostijo, od Skednja do Klanice, do ne vem kaj še vse. Ampak seveda več otroki so se morali seliti po svetu, ali po vasi. In moj oče ni bil najstarejši, je moral tako se pomagati sam. In je se priženil v pa eno najrevnejših hiš v vasi. So bili pravzaprav kočari, reveži. In je da bil veliko dotrok, da je lahko hišo dvignil za stroke, vodnjak si izkopal, cement, betonski, kar ni bil skratno vaden. Ampak pa se zgodi ta tragedija, da umre žena in išče, kot sem rekel, drugo ženo in so mu namigali na eno pomaju, sosedo, kako se dela, da je krasna ženska, ampak da nekaj se je po glavi meša, da bi šla v samostan, pa rekel, morda se bo smilil otrok, poskušati. In moj oče gre po knjeg, ponižno, in da je poslušati, ko jaz sem ta, imam 5 otrok, vdovcem, a bi me ti vzela. Čisto po domače, Je rekla, ne, sem se odločila, da grem v samostan. Dobro, oče se je poobrnil, da grem. In skrat pa moja mati zakliče za njem, počak, mane. In on se tako upajoče odstavi, prije k njemi pravi, veš, ja pa sem razmislila, da hitro mislila, par korakov pa že domislila, da bo najbrž Bogu bolj dopodljivo se poroči s nami, skrbi za tvoje Boge otroke, so premakale, kot če grem v samostan in molim Bogu, ki ima že tako in tako dovolj častic v svoje. In tako se je poročila, prišla hiši, imela še 2 otroka. In drugače, da je tako verna družina, jaz sem črna ovca, ko se reče temu. Moj stric je bil duhovnik, on je študiral v Avstrijo, v Gradcu še. In je bil v prvi skupini primorskih intelektualcev, ki je bil konfiniran na Sardinijo, zaradi tega, ker so zahtevali od njega, da ne, po takoj po končane vojne, da ne pridiga italijansko crkvi, so vreme pred fašizmom. Fašizem je uradno se inštaliral leta 1922. Mojega strica so pa internirali že leta 19, ko je bil ta nacionalizem zelo celovit in je fašizem zorel, bi rekel že. No, en moj brat je bil menih, Pleterje, kot Janc. Ko so prišli Italijane 41. se moral preseliti v Italijo, ki bi še bil italijanski državljan. Ampak tudi on je končal v nemškem koncentracijskem taborišču. Ker med vojno bil spopad pred samostanom, samostanarji so skrili partizane in jih preoblekli v njihovo oblačila, da bi jih rešili. Nemci so opazili ta trik in so čisto preprosto rekli, ali nam poveste, kateri so partizane, ali pa vas imamo vse za partizane. No in tisti menihi niso povedali, niso izdali partizanov in so Nemci res na dvorišču samostanskem postrelili polovico ljudi, enih in drugih, ne glede, kaj je kdo, polovico pa v taborišče. Med tistimi taborišče je tudi moj brat. Tam je zbolel, je po vojni od operacije do operacije in tako naprej. Spet naumnost crkvenih, on je bil menih,
kartuzijanc, one ne smejo jesti mesa. Diagnoza pa je bila taka, da se mora hraniti predvsem z mesom, ne. In so napisali prošnjo na vodstvu tega reda kartuzijancev, ki je v Franciji, Šatrec. Odgovor je prišel, birokracija je bila tudi iskati šele po 10 letih, ko bi on na smrtni postelji. In tako je on relativno mlad, 36 let pomrl. Skratka, moja družina je bila tako zelo, mati je bila verna do nemožnosti. Celo, ko je brala plevel, je molila, ne. Ampak, ko so se jaz prvi v vasi poročil civilno, samo civilno, in so ženska tako hotela malo sprožiti malo tako opravljivske radosti, vsaki je točka v civilko, pa se ni crkveno poročil. In mi stanujemo čisto na sred vasi. In ona zelo verna, je čisto preprosto blokirala vsako možnost opravljanja. Ni na nas, da bi sodili, Bog posodil. In kadarkoli sedanje papež, ko so nas sprašuli, ko pričakovali od njega, da bo nasprotnike obtožil, je rekel, kdo pa sem jaz, da naj bi sodil. Tako da je moja mati bila nekakšna predhodnica svetega Frančiška in jaz, oziroma tega Frančiška papeža, in jaz pravim, če bi bila tedona papež, da je bila sigurno svetnica, ne. No, ampak ona nikoli mi ni rekla, pa dej se še crkveno zaradi ljudi, zaradi česar koli. In zanimivo, to povem kot tudi anegdoto. Ko sem odhajal v partizane, je ona me dala v žep rožnevec. Ampak ni rekla moli, ampak da se boš me spominjal. In zanimivo, mene so, ki sem opravljal različne posle med vojno, bil sem obveščevalec, kurir, partizanski učitelj, tako da sem neprestano se preoblačil oziroma forme v civilno obleko, tako in imel različne dokumente, lažne in take. In so me 4-krat Nemci ujeli, ampak sem bil na srečo vsakokrat, ko sem bil v civilni obleki, tiskrat tudi malo bolj predrzen. In me je to, ko sem imel izmišljene zgodbice, kaj in kako, ne eno samo povem kot značilno. Nemce so požgali eno vas med Krasom in Vipavom, Pedrevo, majhno vasico, kjer je bila partizanska bolnica. In so zvedeli zdanje, da je izdane karkoli. Skratka, so požgali vas, pobili zdravnika, sestro, bolniško, vse bolnike, polne partizane, ranjene partizane. In to opravljali tako kot rutinsko delo. In jaz sem pa bival tistikrat trenutno v neke sosednje vase, na druge strane Kraške, Škrbina pri Komnu. In sem dobil nalogo, da mora iti v dobro dob nekaj urejati, ne vem, kaj sem že pozabil, kaj drug dan. In jaz sem lepo se rekel, se včeraj so bile tam, gotovo zdaj so šli v kasarno, jih ne bo enih 14 dni, kot je bil navadno ta obisk. In se jaz sem kar sposodil na kolo, se rekel, škar s kolesom šel na vhodu toliko. In pridem tam za Novovinka, me dopade sedem naravno v nemško kolono. Propeljem tisti, ki so požgali in pobili ti dan prej. In takoj se me razveselijo, da je tašen norsk, vse kar s kolesom medje propelje. In tisti, ki je nosil municijo na hrbte, takoj prijeh mene in me hoče naprteti, da me bo vzel za sabo, da bom nosil to. Mene pa ne vem, kaj me je na Kraška ta jeza in trma zgradila in sem tam, čeprav nisem se nič predstavljal, da sem rešil, ampak sem kljub da rekel, jezno, Tako nisem dal nemško, ampak to sem pa se poležil rekel. In se tako odrivino, tako z roko, simbolno. On pa on mene dajo zavest nosil, In zelo mu je čudeno, pa se pol režil. V tem času pride komandant
ki je bil varnostno malo sredi kolone. In jasno, dokumente sem imel ponarejene, da sem še zmerno v Semenišču, v Gorici, da pač poznal sem vse škofa, predstojnike, vse ta cerkvinik vrh, goriški, tako da je bilo kar, kako bi rekel, moja zgodbica kar tako, kako bi rekel, verjetna, ampak pa tiste komandant ni bilo umor, rekel, ja, poslušajte, kako pa da se zdaj šlo skozi leto, ne? Jaz pa se najde tam, nekje je čisto avstralska veja na kracu. In jaz se znajdem tako. Pravi, ja, veste, jaz sem dobil malo zasenčena pljuča, tuberkuloza in so zdravniki določili, da bom šel malo domov, da bi se vam pomogel, malo normalno vse hrano, nekaj bilo že vojna. To je bilo leta 43. In sem šel, da, ja, pa pravi, pokaj. Jaz sem rekel, da si zakupim nekaj knjig, da bom doma študiral, ta čas, ki sem bolal. On pa obrača to mojo listnico in se zarežil enostavno, kakšne knjige pa boš kupoval, se ne boš niti ene lire, ne, pri sebi. In jaz sem spet najdel, pravim, ja, veste, tako je, mi imamo knjižnico, pa se vpisujemo konc leta, poravnamo in plačamo, tako je bilo spet prepričljivo. Potem pa on še predalčke po listnici vrta in proleče ven na tako majhno sličico, tako kot legitimacija nekega dekleta, s katero se jaz nekaj šmiral, tole. In tam obrne hrbtno stran, prevedite, govori se italijansko. In jaz sem rekel, zdaj ne smem se lažiti, da je kaj drugega napisano, kot je to, ker bo še šlo naprej. In pravi, da mojemu Cirilu večno tvoja Elvira, ne. In jaz to prevedem in on spet krohot, A za duhovnika, kaj je to? Za duhovnika pa punca, kaj? In jaz tiskrat sem rekel, vse za vse sklonem glavo, tako pravi, mladost je mladost. In on pravi, ali se mi nadvezanost pravico, da te ogrel se misliš, kaj? In jaz ga zagledam, ko se zagledam njegove oči. In pravim, ali je tako težko ločiti, kdaj se človek laže, kdaj govori resnico. In se gledamo kot dva risana. In pol na koncu pa pejte. Tako da sem doživel tudi take tragično humorne trenutke. Ne, ampak zbiral sem se znajdel, da nam po druge pripovedujem zgodbe, ampak nekaj sem pa spoznal, da tudi najbolj zavrženo človeško bitje, ko smo mi videli, da so in so bili po svojih dejanjih SS-ovci, nemški okupatorji in podobno, je v določenih trenutkih zmožen, da začuti nekaj človeškega, da se mu zgane neka toplina, neko morda asociacija na lastne brate, starše, kaj je tem. Tako da tudi po tem življenju, tudi ko sem bil v polemikah z drugače mislečimi in drugače delujočimi literarnimi nasprotniki, moja žena bila radikalna čedenje, všeč je vpliv za vsem in za večno. Jaz zmeraj skušam, ampak se ne veš, zakaj je to naredil človek, zakaj je takšen. Upoštevajem, da zmeraj je lahko še nekaj drugega od tistega, kar se kaže ljudem. No in ta dvom, ta dvojnost, ta, kako rekel, dvojna podoba stvari je tudi prisotna v tem moje pesmi, da je lahko žalost, pa sreča, pa ljubezen, pa upanje, pa dvom, pravzaprav hkrati živi v mene in deluje. Tako da mamina zbirka se imenuje Dvom, upanja, ljubezen, ki pomeni, da prek dvoma se dokoplješ do upanja, iz upanja šele prideš do ljubezni. Namreč tudi dvom je lahko
ker če se koncentriraš in skušaš razbrati samo v sebi, zakaj o nečem dvomiš, kaj je vzrok, da dvomiš, ali v tebi, ali v drugih, ali je tvoja malodušje, ali je tvoja pomanjkljiva volja. In če to premagaš, postane energija. Premagan dvom je energija v človeku. In pred dvoma prihajamo do volje, do dejavnosti, do dela in tako naprej. No, pa zdaj, jaz seveda, kot kraški otrok, je bilo še eno humor. Oče je delal v kamnolomu in pri nas je stanoval delovodja in je vsaki 14 dni je bilo tam plačilo delavcev, neko zdaj, kako fašizem, neko zdaj, ki pol leta ne plačajo delavcev, ne. In je šel po denar v Trst in prišel nazaj in je razdelil delavcem tisto plačo. In večkrat me je vzel za sabo, ne. Pet malo, sem bil crklanček najmlajši, ne. Je bil pa veza od moje vasi do Trsta po cesti je bila 28 km, bližnici recimo, kakšnih 18-20. In sva z vlaka šla v sosednjo vas, ki je bila postaja. Ampak on je nameroma tako šel, da sva zamudila vlak. In ko pridem, jaz otrok sem komaj čakal, da gre v mesto v prvi življenju v Trst. In on je bil, vlak je všel. Jaz takoj malo začel se malo smihati sa tista moja hrepenenja in to so bila nekako sesuta. Ja, rekel, zdaj je nam možnost je. Ali se vrnemo domov in se bodo smejali nama, ne? Ali pa jo mahnemo peš. Samo po me malo pogleda, da ne vem, če bo zmogel, ni tako blizu Trst, ne? Jaz pa vas rad znam, jo bo zmogel, da so se skakati okrog, ne? No in jo mahnemo peš. Ko pridva ven iz vasi, onda pogleda pod noge in pravi, ja, veš, ampak je še daleč do Trsta. Jaz sem mislil, da je spet prejšnja pesem, da bo zmogel, ne? Pravi, ne, da se bo zmogel, da tako ne skačem okrog. Ne, da mislim to, ampak koliko čevlju boš porabil do Trsta. Če hočeš, da greva, sezuj se 5 kos. In so se jaz sezul, taka revščina je bila, da že ena pot je bila upoštevana, da boš jo hodil bos, a jo bod, ker čas vrtašen, da bi, če bi nov pas kraja, bi šel bos. In ko pridem v mesto, Trst, že v predmestju, ta tržaška mularija me je zaledala, da imam tako čevlje okrog platkov, obveščene tako na rezalke, in bos jo maham, da so se me smejali in vsega, sigurno je eden od tistih ščavov, to so sužni po italijansko, dialektalno. Skratka, prezirane so Slovence globoko. In mene je začel jokati od tega občutka, ki je sramojena, osramočenost. In zdaj, ko hočemo, jaz sem obul, pa šamar, nismo v pravim mestu, to je še predmestje. In tako smo se pogajali in pol vendarle tam malo pred centrom me dovoli, da sem se obul. In ko se jaz razgledujem, tudi to Via Carducci, to je bila glavna, še danes je glavna ulica v Trstu, široka, razkošna, kot bo naša ljubljanska, slovenska, ne. In jaz v začetku, ki je pa delal pred vojno, prvo vojno v Trstu, on je poznal, ki je kaj, sem ga sprašal, pa kaj je to, pa kaj je to, ne. In on me je razdagal in je nadoma stopi nekdo pred naju, v fašistično reformo, oficirski, in meni pljune v obraz in mi zelo surovo reče, če slišam še eno samo to svinsko tvojo besedo, te razbijem gobec. No in tistekrat se jaz, otrok sem kakšnih 8 let, začutil, da smo dva naroda, dvoje ljudstva na tem prostoru in da so vsi, ki govorijo ta jezik,
fašisti, pokvarjenci, zoprni, skratka človeški izvržek, mi zatrti, Slovenci pa Bogu dohodljiv narod, trpi, Bog ve zakaj. In sem postal hud nacionalist. In zato so ustrajali, zato so me tudi 40 leta izključili iz semenišča, ker sem pisal, ne da bi vedno vodstvo za hrbtom slovenske pesmi. In kaj še, ne samo od slovenske pesmi, ampak ker v šole so nam stalno govorili, Italija je dežela svetnikov in pesnikov, s ponosom. In jaz sem takoj to prevedel v naše razmere, se koja Slovence nema nobenega svetnika, svetovnih pesnikov, pa tudi ne, bom pa jaz napisal en ep, tako ala Divina komedija Dantija, največje možno. In sem ga res začel pisati, in sem predvsem napisal že, ustanovil neko revijo, tako deblejši vezek, pisal sproti Vando in pa so to odkrili, ker sem to skrivno pisal, in pisal sem jaz ep, kaj? O trpljenju Primorcev pod fašizmom. In seveda to so odkrili, me vrgli ven, dobesedno vrgli ven, pa je ta internacija, pa so partizane, in tako naprej. In sem imel še občutek, da trpim, da sem nesrečno rojen, nesrečen kraj, nesrečne družine. Skratka, sama nesreča bi bila. Ampak z leti, ko sem dozoril, ko sem bil neke vrste osebnost, mislim, karakterne smislu, sem pa ugotovil, da me je ta težka mladost, težko otroštvo bilo moj najboljši vzgojitelj. Utrdilo me je, da tudi če bi crkveno ne bi popustil, če sem bil prepričan, da je prav, ne da bi pripelil daleč od tega, celo narobe. Sam sem spoznal, da če sem jaz načelen, ustrajal pri svojem, ima tudi moj sogovornik, ki je drugačen pravico, da je drugačen od mene. In sem postal dialoško odprt, ampak načelen. In to sem še danes, in to je težko otroštvo zame bila najboljša šola življenja. Hvala lepa, zelo. V nadaljevanju bi še vas nekaj vprašal o vaši najbolj znani zbirki, to je zbirka 4, pesmi 4. Ja. Ta zgodbica je verjetno tudi za druge zelo zanimiva, bi vas prosil, če lahko v pari besedah. Ja, veste, ko je to pesmi 4, to je res poglavje v slovenski literaturi, ki bo najbrž obstalo. Tiskrat po vojni, ja, jaz sem bil partizani, kot rečeno, in sem, ko je bo konec vojne, jaz sem bil, ampak se hvala samo tako, brezobvezno, nisem niti zapisal nekjer. Bil sem vodja patrulja, ki je prva prišla na morje. Ko so Nemci po noči odšli, najprej so nas bombardirali, potem pa pred jutrom odšli v Sezdanu, ki je bilo štab, velike enote, velike nemške. In so jaz prišli v morju, in seveda vojna bila končana, pa so šli v Trst. In jaz sem rekel, zdaj pa me demobilizirajte, da me jaz nadaljeval v študijah, sem od 4 leta zgubil, so me izključili. In da ne, jaz sem bil na položaju oziroma oficirja, poročnik, ti se naš kader, sem bil redik tisti skupnosti brigade, ki sem imel neki šol, so bili samo kmečke fante, delovski. In crkvo, zdaj smo bili študirati, kjer pa, ti se naš kader, ti pa šel, če že hočeš, ti da šel v Beograd, na vojaško akademijo, če ti to ne bo zadosti, te bomo postali v Moskvo, naredil vojaško kariero, taki kot se ti rabimo, in tako naprej. Ampak jaz sem ustrajal. In ko me niso hoteli demobilizirati,
Sem rekel, veste kaj, dovolj si imam. Jaz sem se boril za svobodo slovenskega naroda, kar pa vključuje tudi mojo osebno svobodo. Ne moram biti zadoščen, če jaz nisem svoboden. In ko se je začela šola, še zmeraj me niso pustili, se jaz pobegnil iz brigade, postojne smo skrat evakirali v Ljubljano, ujel še zadnji vlak, oziroma edini vlak, Dnevnovske zvede, gore in dol čez dan, se zgrabil za odbijača in se do prve postaje Rakika vlekel tam, da ja ne me padel in tam pol še je šel v vagon. No in še isti dan, poln sebe, sem šel na ministrstvo, oziroma sekretarjat, no ni bil še ministrstvo, za kulturo, da sem prišel, partizan še v forme sveda, študirati Ljubljano. Ja, v redu. Ja, ampak ne bo česa živeti, ne? Kako ne boš? Ja, sem prišel direktno tam, pa te doma, sem tako reveždi. No, pa me kar napiše listek, no, 5 let, sobota in tak. In sem dobil prvi obrok za prve mesec štipendije, brez birokracije, kar je listek, ki se šel. No in potem seveda to smo se, take študente, ko prihajali vse koncu Slovenije, nekako iskali drug drugega in se družili te literarne krožke, skupine pa to. In tako se je zgodilo, da smo hkrati študirali v Ljubljani, med drugim seveda, Kaj Trankovič, Štajerc, Prekmurske, tam je krožok, je učiteljska družina, Štajerc, Prekmurc, Prlek, ne, tam pač tiste konc. Pol je bil Pavček Gorenc, Menard iz Ljubljane, jaz Primorska. Tako da smo nekako predstavljali Slovenijo kot celoto, geografsko in tudi karakterno. Vsak je prinesel nekaj tipičnega iz svojega rojstnega kraja, deželja. In smo nekako zmerno bili bolj prijatelji. In pa smo tudi se začeli družiti. Se družili tako rekoč potem, kot da smo z iste družine. Vsak dan bili skupaj. Kovarne imeli tako svoj podij, kar je zvečer orkester igral. In so nam natakarje, kamor je zdaj trgovina Zala, pol je bila kovarna Emona. Smo imeli svojo mizico in so nam natakarje dovolili, da smo tam zastonj. Celo včasih so nam podarili kavo, ki je bila tista cikorija, dimnošne kave, take, ampak podimena kava. In tam smo poglabljali to, vsi pisali pesmi, se med seboj primerjali, tiskali v revijah, časopisih, na radio bili. No, naj povem, kakšen čas je bil tisti današnji. Tiskrat, ko smo mi potem izdali zbirko pesmi 4, so šle poleg naše samo še 2 pesniške zbirke. Torej, v celem letu 3 knjižice. Zdaj jih je zida okrog 300 na leto. In tiskratila vsaka pesniška zbirka dogodek, da so pisali veliko njej po cele Jugoslavije in mi seveda tudi, od drugih. Tako da smo bili čez noč postali znani, v nekem smislu najbolj priljubljena skupina. In smo rekli, no, zdaj pa dajmo izdati zbirko, pesmi 4. In Menard je bil edini, ki je šel v tujino v neke študentske izmenjave, obirati maline v Francijo in je prinesel tam neke knjižice francoskih pesnikov, take drobne knjižice, po 2 tiskovne polje, se pravi 32 strani, ker tudi tam je bilo še posledica vojnega pomanjkanja, uničenja in tako naprej. In smo rekli, no pa dajmo take drobne knjižice, ampak če smo prijatelji, zakaj ne bi hkrati šli v skupnem etuiju, da se tukaj manifestira neko prijateljstvo. In gremo na založbo, glavni urednik je bil Miško Kranjc, znamenit pisatelj, takrat pa sploh cenjen od oblasti, od zgodovine, vse.
In smo rekli, tako mi bi to tiskali, ne. In on se zamisli, ja, pravi, se strinjam, ampak veš, kaj pomeni to, 4 knjige hkrati, celo leto pa samo še 2 izideta drugi, pa je toliko pesni Požitska bo okrog, ne. Ja, kaj je rekel, ja, veste kaj, ni papirja za 4 knjige. Dejte se, ment, pa venje same knjigi, ne, vsi 4. In tako se je zgodilo, da so nam izdali knjigo in kaj se je zgodilo po celi Jugoslaviji, so to sprejeli kot pesniško manifestacijo nove generacije. Ne? Ker smo še vsak od nas napisal nekaj vmes na začetku svojega poglavja, kaj je zdaj poezija. Meni je to izgledalo, kot je to manifestacija, da smo mi tukaj, ne, zelo domišljavo. Pisali so od nas največji pesniki Jugoslavije, kot je bila Desanka Maksimović, Krklic, pa take velika imena. In tako smo mi nekoč postali zaželjeni na literarnih večerih, tako rekoč obšli in prečesali vso Slovenijo. Tiskrat ni bilo televizije, ni bilo avtomobilizma, ne. Mi smo šli kar Bevk je šel z nami, bil predsednik društva. Ameriški Slovenci iz Selnice so mu kupili avto iz znamenja spoštljivosti. On ni vedel, kaj je z njim, niti voziti ni znal, niti ni smezdelil brezvezno, da je bil avto, ne. To je bila skoraj meščanska sramota. In ga je on podaril, zdaj, ko bi ste pisatelj, Franci Bevk, podari svoj podarjeni avto izvršnemu svetu, ki so imeli tega samega. S pripombo, da ko bodo šli pisatelji na literarne večere, da izvršen svet da šoferje, da avto, da nas vozi okrog. In tako smo mi s tem avtom prečesali, kot sem rekel, vso Slovenijo, bili še toliko bolj v stiku z javnostjo in hkrati preverjali, ali je naša poezija odzivna ali ni odzivna. In tako smo mi postali najbolj popularna skupina v slovenske družbe, v literaturi. Pa še nek čas smo padli zelo ugodno. Starejša generacija, tista, ki je že pred vojno, Mile Klomčič, Miško Kralec, Godina, Bevk, cela vrsta ljudi, se je že nekako izpela po svojo naprednost, krepenenja po revoluciji, po vzdivovanju delavskega razreda in tiste gesla, ki so bila potem prevzeta od nove oblasti, prepričajo, da bodo vsi zdaj nadaljevali v novih razmerah to pot. Mi pa smo rekli, pa zakaj bi morali mi nadaljevati, zakaj ne bi šli po svoje? In tako smo mi ubrali pot po svoje, ki se je obnesla. Še Josip Vidmar, ki je bil največja ime avtoriteta, ker je on rekel, bil zakon, me je v mojih prvih objavah ljubezenske poezije rekel, ja, znova pa daj tako mir pisal ljubezensko pesem, pa še o ženi. Kje ste še kaj takšnega videli, ne? In meni je zanimiva reakcija, nisem jaz zdaj nehal, ampak še bolj intenzivno prav to tematiko, to pot. Da je on, ko je zapustil vse funkcije, predlagal v politiki, ki so rekli, ja pa kdo vas bo nadomestil, ker on je bil v 10 takih predsednih radnih odborov, komisije, častnih združenj. Je rekel, ja. Zelo me je napadal, ampak potem pa predlagal, da sem jaz edini, ki ga lahko nasledim svoje dejavnosti in tako naprej. In je poseben sestanek političnega vrha, kdo bo zdaj za Vidmarjem, to je on rekel Slovenc. Jaz sem se zgrozil, sem rekel, ja pa bote pametnega, pogledajte, jaz sem že na eni službi, Garamo, zvečera, prevajam, pišem. In se komaj izhajava, zdaj pa je še
funkcionar, predsednik tega, onega, tretjega, ne. In sem mu naštel, ki sem že bil v funkciji, ne, predsednik tam je zelo niškega sveta, par revije, pa ne vem kaj. Ampak izhod za eno stran nisem bil niti par, to je vse volontersko, ne. In sem rekel Vidmarju, ja, poglejte, kaj imam, pa sem naštel svoje obveznosti. Pravi, idealni naslednik. Sem rekel, kako? Je rekel, človek, ko ima toliko funkcij, pomeni, da je tako pomemben, da ni treba, da dela, mora delati druge, ti se samo podpišeš. No in tako sem jaz zašel v politiko, ne da bi hodil, nenadoma sem se zvajdil, so me imenovali, zvolili, ne da me niti vprašali, ampak ja, vse veš, ne, in tako naprej. To je prav, marsikaj sem naredil, moral narediti, prav zato, ker so v mene našli pravi tip človeka, kakršnega so si želeli, pa ne dosegli. Bil je Klen, Primorc, antifašist, z izkušnjo partizansko, proletarskega porekla in sem bil idealen za filozofijo podajnega časa. Ampak hkrati pa dovolj trmast in to je bilo tudi po vzoru sovjetske politike. Sovjetska politika je bila, po kateri se je Jugoslavija takrat utrvala, zelo kruto, veliko toga, zahtevno od pisateljev, da morajo točno to in to potiti, ampak vsake generacije je pa pustila nekoga, da je bil svoboden, ne? Tudi ni bil član partije, da niso zafrkavali, ne? Da so se pred tujino, pred Zahodom kazali, da so jih pošiljali na kongrese, na srečanje, k nam so prihajali, da so pokazali, da so svobodni, demokratični in tako naprej. In to so hoteli tudi mene napraviti, kot so pustili, da se prepiram, da se kregam. Jaz sem napisal javno, ne, da bo storil vse, kar je v moje moči, da bo v kulturi, da v kulturi ne bo nič politike, v politiki pa čim več kulture. Ne. Ampak so to sprejeli, zavestjo, da itak moja beseda se ne posliši, ampak itak nema nobene dejanske moči, vpliva in to. In jaz sem se tega zavedal, se je puno, ampak je že to nekaj, da lahko poveš, da napišeš. In tako je to moje življenje, od študentskih let do zdaj, ki sem najstarejši živeči slovenski pesnik. In prihajajo k meni, ja, kaj boste pa povedali zdaj z izkušnjami, ne? Jaz sem rekel, človek z izkušnjami je tudi pozapljiv, ne? Ne more več govoriti v imenu generacije, ker moje generacije ni več, ne. Tako da je potem tudi taka primes grenkobe. Lepo je bilo, pa smo prijatelji, pa se družili, pa neprecenljiva dragocenost, ker po mojem je prijateljstvo pravo, nesebično, neke vrste ljubezen, ne. In kolikokrat, ko zvečer je zazvonil telefon, pa je bil telefon ali Pavček ali Menard, Kovič, ja, kaj pa je, vprašate, kaj pa je? Neč, samo želel sem, da te slišim, ne. To je toliko take preproste besede, ena taka človeška dragocenost, da ko so umirali drug za drugim, moram reči, da sem jaz fizično bolečino občutil, ko so odhajali, kot da odhaja tudi del mojega življenja. Čeprav smo doskrat v teh literarnih večerih se še hecali, kaj bo, ko bomo začeli umirati, ne. No. In Kovič pravi, nekaj take literarne večere, mislim, da je bilo nekje na Štajerskem. Je rekel, veš kaj, jaz sem veliko govoril o teh pokojnikov, ne, kaj so Boru, Belku, Miška, so umrli, ne. Ali na žalah, ali na žalne seje. Ko se priboril slove z nekega mrliškega, slavnostnega govornika, ne. In Kovič pravi, malo so bili pripiti, pravi, so bili, ker jaz nisem pil, ker sem sovražil alkohol, ne pa da je bil tako iz idejne volje, no.
No, veš kaj, ti smo nekega pogreba se vračali in veš kaj, ti tako lepo govoriš o teh mrtvih, ne, glej, da nas boš vse preživel in da boš vse nam treba, ne, se pravi njemu, Pavličku Benetu, ti govoril na žalost, ne. Jaz sem rekel, poslušajte fantje, a ni bolj logično, so najstarejši med vami, da vi trije vsi spregovorite par stavkov na mojem pogrebu in bo lep dogodek, ne, trije prijatelji svojemu odhajajočemu, ne, v slovo so nekaj spregovorili in tako naprej. Ne, ti znaš še edini za to. In kaj se je zgodilo v življenju? Da se jaz najstarejši, ampak vsem trem sem resnično govoril na žalost med drugim. Kot ta igra usode. In moram reči jaz, da zelo pogrešam te prijatelje. Hkrati seveda so umrli tudi po prijatelje, po Jugoslaviji, po tujini. Tako da zdaj zanimivo. Imam zelo dobre odnose z mlajšimi generacijami. Res zaradi tako, prvi si ten urednik, pa so odjezo stika, te človeške. Ampak nehote odkrivaš, da kljub temu, da je čas isti, razmere, bi rekel, enake. Ampak kako ga vsaka generacija in tudi znotraj generacije vsak malo drugače doživlja. Za nekoga je čas to, za nekoga drugega je nekaj drugače. In če so prijatelji, ko smo bili mi štirje, da nismo bili po istem kopitu, ampak obratno, prav na teh literarnih večerih se jih omenil, da je Bevkov avto nas prevažal. Ena novinarka, Breda Bišček z Kopra, je napisala, to so ubran kvartet. Mi smo bili različni med sabo, ampak krasno smo harmonirali kot skupnost, tudi razpored, poglejte v knjige, ne, smo razvrščeni po tem vrstnem redu. Kovič, Zlobec, Pavček, Medar. Včasih sta se na literarnih večerih, za mene na koncu, ker smo gotovili, da je to najbolj učinkovito za vtis celote, enovitost biti celote. In tako smo bili vsi štirje demokratično razpoloženi znotraj pisateljske družbe, ko je prišla naslednja generacija, ki je zrasla iz prepričanja, da mora za vsako ceno nasprotovati vsemu prejšnjemu, kot je običaj v umetnosti, ne? Da vse, kar je bilo takrat minejši, vse brez zveze, mi smo tisti, ne? Smo bili mi edini, ker smo ostali različni in hkrati skupaj. Drugo so se pač posamezne skupine formirane, druga čez drugo govorile, nastopale, ocenjevali. Tako da smo imeli nekaj sreče, pa tudi precej pameti in neke danosti vnaprejšnje, da smo vsi pa bili prepričani, da poezija ne sme biti laž. Da ne smeš ti pisati, zmislil, da te bo kritik pohvalil, zmislil, da boš večji honorar naredil, ampak da pišeš to, kar si. In jaz se tega danes držim, da, kot pravim, da to so jasne. Tako kot ljubezni, ni ljubezni, če ne čutiš. Ne mora imeti to samo intelektualno spoznanje, ampak tudi doživljajska, vestoba samemu sebi. Ja, hvala lepa. Kakor vidite, danes čas zelo hitro minil, tega ura pa še nekaj. Nažalost, naš čas zmerno preganja, kot cel življenja, ne. Zato se vam jaz ob koncu tega našega druženja prav lepo zahvaljujem, da ste se vzeli tole urco časa in nam vsej en par mečkih otrinkov pokazali iz svojega življenja oziroma nam pripovedovali. Mi bi vas še zelo radi poslušali, ampak če pogledamo po dvorani, a ne so spet tudi. Ja, veste kaj, jaz sem res veliko doživel in kot najhujšo tragedijo, rekel, izguba hčerke pa sina, ki sem ju neizmerno ljubil in donedva mene. In sem tudi napisal v verzu noto, sem ne vem več kot je pesmi. Ne preizkušaj me preveč življenja.
veliko si mi dalo in vse mi vzelo. Ko sta umrla hčerka in sin, jaz imel občutek, da sem oče sirota, brez lastnih otrok. Čeprav imam krasno vnukinjo, vnuka, 4 čudovite prav vnukinje, ki skačejo po mene noro, gor, dol. Ampak je prekinjena kontinuiteta. Je nekje, kako bi rekel, zašvasana kontinuiteta, rod. Oče, sin, ded, manjka tisti sin ali pa hčerka. Tako da sem veliko preživel, ampak vse, ne veš bi ali zdorov, ali ne vem, kaj bi naredil, ali pa ne vem, ker sem umiral, pa sem že, ker sem nabil zaradi hčerke srčni napad in nezavest pada in pa sem bil odpeljane z urgenco in to me reševali in zdaj sem mehanični človek, imam baterijo, podvejovalnik, da me poganja srce, ki samo je prešibko. Skratka, dal sem vse skozi in več kot to, ampak nečesa pa ne morem razrešiti. Ko sem izdal knjigo, približno star 50 let, sem imel tam en vers, ki sem ga v polju Šenžane, sem mu nekaj proslavili, dali za moto srečanja. To je moja želja, ki se mi pa ni mogla izpolniti, se mi noče in se mi ne bo. Rad bi živel dolgo, vendar ne umrl kot starec. Polovico se je uresničil, druga polovica je že šla po obere. Hvala lepa. Ja, prav si bil za gospoda Zobca in tudi jaz se pridružujem. Veliko ste nam povedali, ampak tudi še nekaj, gospod Zobec. Jaz bi vas rada videla, pa vašo brado lepo sivo. A mi hočete to postati, da vas vidim? Ja. Ne moram. Ja, lepo, zelo lepo. Veliko ste nam povedali, zahvaljujemo se vam tudi za to, da ste prišli. Zahvaljujemo se gospodu Božiču, da je vzel si potrpežljivost, se reče, pa v spregovoru, da ste si vzeli čas pa prišli. Ja, kaj ne vam rečem? Ene lepe reke ste dali vmes, kot tako izreka, moram se zapomniti, pa si jih nisem. Kaj že, nekaj lepega ste povedali? En lep pregovor. Ja? Ne vem. Nisem dobro razumel, se veste. Gospod Martinova, je posnetek, pa bom posnetek prikazal. Zdaj sem slišal. Veste, ko sem jaz pred pol leta približno, ki sem imel take, mene doskrat prima omotica, neče stopil malo drugače, pa me že zaziblje, tako sem padel, med drugim sem se glavo, so me morali šivati, in potem sem prišel na literarni večer, pa kaj bo pa kaj, nič se ne vidi, Ja, sem rekel, veste kaj, poglejte me. 2 leti sem bil v partizanih. Vsak dan, to je rekoč pod roko smrtjo, pa nisem padel. Zdaj doma sem pa padel v enem mesecu 2-krat. Kaj je pouk tej zgodbi? Da celo kruti sovražnik je bil manj krut kot življenja, ki me po tleh meče. In sem da imate pa doletne predave, jaz tudi samo vidim. In doskrat srečo na ulici, da ustavi bogarkaša sošolka. Bravo, Cirili, živijo, kako je, pa jaz debeli ogledal, da vem, kam bi jo dal. Pravno pa, a me ne poznaš, Jaz obranil, ja viš, tako, začel nekaj motati, pa sej, pa bi, pa jaz, sam ne morem se spomniti.
Pa sem se zmislil na tako splošno razlago, ki jo zdaj uporabljam za take primere in ne velja tudi za vas tistih, ki to pravim, veste kaj, in toliko let imam. Sem na eno uho skoro gluh, na drugo pa naglušen. Eno oko slep, drugo slaboviden. Posod me nekaj manjka. In predvsem pravim, jaz vse pozabljam. Ničesar se več ne spomnim. Ne imen, ne priimkov, ne obrazov, ne dogodkov. Čisto ničesar več. Če me pa kaj uvide, da le nisem pozabil, se za vraga ne morem spomniti, kaj je tisto, kar ne morem pozabiti. In se potem tudi ne smejeva in potem pa ne prijatelj. Hvala, tudi vam, kot rečeno, sem v začetku rekel, da prvič se mi je življenje zgodilo, to je redkost, da sem v družbi sebi enakih, moja generacija, tako da govorim vam ko bi rekel, iz iste valovne dolžine. Priporočil sem se, ko sem že na začetku rekel, da me spremljate medse, ko pride moja ura, ko bo eden sam, če bo jaz sam, če bo žena posvetoval, da ona pride, da ste tukaj zelo prijazni ljudje. Hvala vam, dobro se imejte, koliko se da. Dovolite, da se vam v imenu doma z globokim spoštovanjem zahvalim, da ste si vzeli čas in vam polepšali popoldan in vam v zahvalo podarim en tale skromni šopek pomladi za vas in za vašo gospo in ne vam polepša vsaj nekaj dni, upam, da bo dolgo držal. Iskrena hvala. Hvala vam. Povem še to anedoto, nekje moja žena sprašali tako, pravi, a vam Ciril takole za te praznike, za 8. marec, 25. marec, pa za te druge praznike, prinaša kaj rož, ne? Pravi, zmerno jih prinese, kadar jih dobi na literarnih večerjih. In tako bo tudi danes. Res, mene gre na živce, ko vidim okrog sebe ljudi, ki nikoli se ne zmenijo za svojo partnerico, celo leto, za te praznike pa nosijo blazne naročaje, rož in to. Jaz sem žene zmerno nosil rože za dan, ko je rodila hčerko, ko je rodila sina in za njen rojstni dan, ne pa za te, kako rekel, tržne praznike v imenu ljubezni. Tako malo čudak sem, no, ampak žena pravi, težko se je prenašati in tako. Ampak so pa naredila, kako bi rekel, neko pogodbo življenja skupnega, kot je za moderno družbo nujno, ki pravi, da mora moški tudi participirati pri delu in naporih. In sva tudi dva marksistično, strogo, znanstveno si razporedila delo v družini. Ja, zelo pošteno. Ona dela, jaz sem pa utrujen.